Dobro jutro. Žal težko napovem, kam bo tale vlog vodil, ker tisto, ki je rekel, da je van life fabulous, je za ustreliti. Tole zadnje je naš Kinder jajčka avtodom, ki smo ga najeli včeraj in nam je že dal tinte pit, ampak moram reči, da je bilo vse rahlo boljš, ko je kazalo na začetku, ker je kazalo res precej grozno. To je naš prvi postanek v enem kampu, kamor smo prišli po neprespani noči na letalu in potem fulene vožnje, parih kavah, enemu monsterju in potem smo tule preživeli dan jedva, ker sta otroka bila delno naspana, midva nič naspana, ampak smo zgurali, ker smo popotniki. Tako da gremo zdaj raziskovati tole Novo Zelandijo, pa vidimo, kaj nam prinese. Smo se pa zdaj naspali, ker smo spali skupaj 13 ur. Tako da, otroka, pa to pomahala. Katka, date en kratek tur naše dnevne sobe, prosim. Kuhinja. Ki je nikoli ne bomo uporabili naprej. S hladilnikom. Ki je zabetoniran in ga težje odpremo. Ne, ni res. Hladilnik bomo uporabljali, ostalega po moje pa res ne, zaradi tega, ker po moje rabimo neko delovno površino, plus kamorkoli gremo so skupne kuhinje, tako da nam ni treba tle pač mazati. Tole je postelja, ena postelja, ko se postelja da gor, je spodaj miza z klopcami. Ko se miza da gor, je v bistvu samo klopca, kamor se da otroške sedeže. V bistvu sem se ful naspala, če sem spala 13 ur, ampak vse sem kar malo še na balijskem času. In pol tukaj gor je še ena posteljica. Ja, Zveni prostorno. taka kapsulna postelja. Kava! Kaj vidijo tam zadnji piskata? Sta v redu? Ja. Gremo? Ja. Jej! V ptičjem parku smo, ko je tak nek živalski vrt in imamo vrečko, ko je pač tako noter so ptičja hrana. In zdaj gremo po parku pogledat. Moramo najti tako modro plastično žogico in če najdemo to plastično žogico, dobimo 2 jajčka. A veste, kaj imamo doma vsi monstere, pa se trudimo, pa počrnijo, pa postanejo rumene, pa ne vem kaj. No, poglejte to. Cvete. Zdajle smo v Rotorui šli na kosilo in naivno naročili en Wendy's Specials paket in dobili tako ene 5 kil pohanja za našo družino. Mi gremo zdaj v eno vas, kjer nam bodo Maori se predstavili, pa gremo tudi na večerje, tako da gremo. Nov dan na poti v našem vanu. Včeraj smo šli pogledat maorsko vas, danes pa gremo pogledat Hobbiton. Otroka mogoče ne veste še, kaj je to, ampak so pa midva zato toliko bolj navdušena. Zdaj gremo pogledat Hobbite, menda tukaj živijo. Gremo v Hobbit Hole. Vidite, naj vam predstavim našega Hobbita. Ujeli smo ga.
Lepo je bilo tole, smo se gledali, bilo lepo. Ja, je bilo lepo. Malo je kihalo, malo je pihalo. Tako da mi zaključujemo naš 3. dan na Novi Zelandiji in gremo naprej. Dobro, nama gre, mami. Veste kaj? Oče je rekel, da si ful želi kakati v Hobbitu. A mislite, da mu bo uspelo? Super je bilo. Šel je še zadnji nasi gorenk iz Balija ven. Pa zelo malo ljudi lahko reče, da je kakalo pri Hobbitih doma. Povej, kje smo? Smo na območju vrelcev in smrdi po žveplu. Po durjanu in po žveplu. Gremo naprej. Čisto po pravici povejmo. Mi se na tej Novi Zelandiji malo lovimo, ampak nam gre vedno boljš. Tako da ta je prvi kamp, ko smo ga res trofili takega, ko smo si predstavljali, in sicer smo mal in the middle of nowhere in ta kamp ima ful teh vročih bazenčkov, ker tukaj voda pride ven iz zemlje, že takšna. Tamle dol imamo parkiran naš avto, enih 15 metrov stran in potem hodimo iz bazenčka v bazenček in se namakamo in prepustili se bomo temu dnevu brez Wi-Fi-ja in s tečnimi otroci in vidimo, kaj bo. Je pa še nekaj res, to moram pa bolj potiho povedati, da drugi ne bojo slišali, da se zdaj 3 dni nismo stuširali in je zdaj ful fajn, ko si malo namakamo ritke, pa lulčke, pa velike temenote. Tole je naš koki dan na Novi Zelandiji. 4. jutro na Novi Zelandiji. Počasi se privajamo tega not so fabulous van life-a. A ste lahko malo tiho, ker snemamo? Bomo še pa v eno pravljico. Počasi se skratka privajamo. Zdaj imamo neko rutino, kaj naredimo zjutraj, kaj naredimo zvečer. Mislim, da bomo postali zelo dobri prijatelji, ker živimo na teh 3 kvadratnih metrih zdaj že kar precej časa. Ampak po svoje nam je pa postalo tudi všeč, zato ko, če pa kaj, smo pa zelo svobodni in se lahko premikamo. Nimamo pa še čisto izoblikovanega mnenja o tej Novi Zelandiji. Zagotovo smo premalo časa tukaj in zagotovo moramo priti nazaj še kaj drugega raziskati. Je pa zaenkrat lepo. In bi še kaj povedal, če ne bi bil tak šunder v zadnji zdaj. Tako da danes gremo na en dvorni trekking, prilagojen temu, da bomo seveda nosili otroke. Kosilo si bomo nesli kar seboj, pol se pa peljemo 5 ur dol proti jugu severnega otoka. Predvsem zaradi enega razloga, ne toliko, da bi šli karkoli raziskovati, ampak ker lovimo sonček. Tukaj bolj na severu bo dež naslednje 2-3 dni, dol na jugu bo pa sonce in ker je fucking painful biti v dežju v tem malem kombajnu, bomo lovili sonce in to je to. To je vredno vsega denarja. Danes smo se odločili, da gremo na Taranaki Fall sprehod. Je kakor 2-urni loop, torej krog, pa je precej enostaven, tako da primeren tudi za otroke in nagrajeni smo z razgledom na ta ful lep vulkan in tudi pač okoliško rastje je res zanimivo. Ja, to smo si zdaj privoščili na koncu našega 2-urnega, 3-urnega trekkinga. Lepo je bilo, luštno, smo utrujeni. Art je v bistvu celo pot prespal. Tako da on je najbolj zdaj utrujen, ne? Ja, to je to. Zdaj gremo pa naprej, še bolj proti jugu. Gremo v en kamp, prespimo, pa spet za sončkom. Novo jutro, nov dan za zmage. Včeraj, kot ste videli, nam je crknil kombi. Akumulator se je spraznil. Zdaj, a sem bil jaz glavni kriv za to, je diskutabilno. Spomnim se ne, da bi pustil kaj požgano, ampak lahko pa da sem. No.
Kakorkoli že, zdaj je trenutek resnice, gremo probat, če avto dan zjutraj prižge. Če ne, pa pogledajte, spet je tukaj. Če prižgeš, boš uničil še to baterijo, kar imamo. Zdaj, če se že lučka pokaže, bo dober. Sam tale pisk, da se ne sme močiti, ker zdaj bo tako piskal naslednjih 3 dni. Ne, to ni. Skratka, mi zaključujemo naš road trip po Novi Zelandiji. Torej naša zadnja noč v našem super smetnjaku, ki nam je služil dobro. Čaka nas še enih 5 ur vožnje do letališča, potem pa se sedemo na letalo in se peljemo na Fiji! Tako. Tole Novo Zelandijo bomo mogli še malo prespati, pa malo smisliti. Zagotovo... Spet moramo čakati. Spet moramo čakati? Malo bomo čakali še. Zagotovo je poštila pečat. Moramo samo še zdaj razmisliti, kdaj se vrnati nazaj, da ji damo še več priložnosti, da nas navduši. To je to. Evo, mi končujemo in se vidimo na Fidžiju. A ne? A bo kdo pomahal? Čau, čau!